Wow, hvala. A ni lepo, kad tako nekomu polepšaš dan z lepo kavico? Dej, gremo pogledat, kje se vsega tega lahko naučimo. Nahajamo se pred srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Noter pa me že čaka par dijakov, da mi pove več o njihovi šoli. Živjo! Zdravo. Tejo, boš kavico? Ej, ful, hvala. Leko boš pa tole spila, lahko gremo še pogledat našo učilnico kuharstva. Vrhunsko, ko me čakam. Hvala. Kaj pa je to? Ful dobro zgleda. To je pa jogurtova tortica z breskvenim ponilom in limoninim prilivom. Kje se pa vse to naučite na praksi? To se mi naučimo na praksi, če gremo kam ven delat ali v šoli pač, pri pouku kuharstva. Kaj pa ti, na katero smer pa ti hodiš? Imamo pa v bistvu prakso v šoli, to je strežba, kjer se učimo nositi krožnike, spoznavamo vino in take stvari. Se pravi, koliko krožnikov lahko naenkrat nosiš zdaj? Zdaj 3. Aha, ful dobro. Kje se pa vidite pa naprej v zaposlitvi? Jaz se vidim, kot imamo tudi doma gostinski obrat, se enkrat vidim bodoče in naprej, da bom enkrat šef te restauracije, pa da bom tradicijo peljal naprej. Ful dobro, najboljš. Kaj pa ti? Jaz še čisto ne vem, sem na 3-letnem programu, pa bom verjetno šla naprej tudi. A bi šla mogoče tudi v tujino kaj delati? Ja, želim si. To se tudi omogoča naša šola z Erasmusom. Jaz si tudi želim iti malo še v tujino, da se še kaj tam izobražujem, da kaj prinesem kakšno novo znanost v našo gostilno. Ej, punce, a vaj lahko malo zmotam? Seveda. A mi lahko poveste kaj več o tem Erasmusu? A ste že bile na Erasmusu? Ja. Kje ste pa bile? Na Nizozemskem, pa jaz sem bila v Portu, ti pa. na Finskem. Ful dobro. Ej, glede na to, da si na turistični smeri, ne? Kje je največji poudarek? Največji poudarek je na komunikaciji, učimo se, kako small talkati z ljudmi. Kje se pa lahko zaposliš po koncu šolanja, na katerih smerih? Na kakšni turistični agenciji, lahko smo turistični vodiči, lahko gremo tudi v kjerkoli druge smeri, imamo v bistvu vse možnosti odprte. Kje predmeti je pa najljubši v turizmu? Zaenkrat praktični pouk, ker se res učimo to, kar nam bo šlo prav pri življenju. Danes je tukaj precej pestro. Kaj se dogaja? Res je pestro, se strinjam z vami. Danes je en tak res lep, eminenten dogodek. Se pripravljamo pri organizaciji in izvedbi pogostitve za osnovnošolce. Tukaj, kot vidite, je en lep prostor, se pravi njihovo jedilnico smo spremenili v restauracijo z imenitnimi pogrinki. Tamle v zadju se pripravljajo tudi koktejli in nenazadnje zelo pomembna moja skupina, ekipa dijakov, ki bodo potem na zelo strokovni, profesionalni ravni postregli trihodni meni, ki ga pripravljajo znani kuharski šefi. Predvsem dajemo na šoli velik poudarek na to, da se povezujemo z gospodarstveniki, se pravi z zunanjimi gostinci, da jih vključujemo čim več dogodkov, kjer tudi dijaki potem pridobivajo veliko praktičnih izkušenj. To je zelo pomembno, da se to povezovanje in ta vpogled v stroko, ko poteka v živo, v realnosti. Če rad delaš z ljudmi, če bi se rad naučil skuhati dobro kavico in postreči dobro kosilo, turiste pa pospremiti po najlepših turističnih točkah, potem mislim, da je Srednja šola za gostinstvo in turizem prava zate.